104, ampak Smo prav prešteli. če ste prav prešteli, Ja. 104. Podarimo, ker je podvojeno. Ja, treba bo preveriti, če je kje podvojenega. Koliko imate pa vi? Koliko jih imamo? 70. Ja, potem sem prepričan, da je, kjera skupina ste. Druga. Druga skupina je zmagala. Tako da, Sem lahko še enkrat preštemo, pa pregledamo verjetno, ne? ja, boste en drugmu še pregledali, ampak je očitno razlika prevelika, no? Tako da lahko pregledate en drugmu, ni problema, ampak tega zdaj ne bomo snemali, no? Ja. Prav? Juhu, dvojka je zmagala. Zdaj pa počasi na kosilo, a ne? Ja. Upam, da je dvojka. Tako. Evo, naša ekipa je pridna, pri sosedu pomagamo drva zložiti, ker smo šli glih mimo. A se imate v redu? Ja. Ste bili že nagrajeni eni, ne? Ja, lepo, no. Lejte. Evo, kako gre. O, poglejte to, poglejte to. Jej. A ste rekli, ki hvala? No, lepo, pridni ste. Čudovita ekipa ste. Res je, to je smučišče pod Liscem. Se pravi, gremo gor na tale hrib. To se imenuje Lisec. Zdaj, če bi hoteli iti po Krajšanci, bi morali tle direkt naravnost, mi bomo šli pa tle po položni poti, pa potem tamle gor, takole boste videli dva vrhasta, en je mal nižji, tam, kaj je Bukvica, to je tisti tamle, in tale ta drugi, po katerem se bomo tle potem po desni strani smučišča, kakor zdaj vidimo, a ne, spustili dol in šli nazaj proti velikim blokam, ja? A se imate v redu, bo kdo pozdravil starše? Živijo tati. Zdravo. Evo. Perfektno se imamo. Se imate v redu? Ja. No, evo, še družini smo pomagali drva zložiti na hitrco. Svaka vam čast. Ste dobili bombončke za nagrado, ne? Ja, zakaj ne? Zmanjkali jih je. Ja, ste pa tudi, no. Niste že mogli še enega prišparati za kolega. Aj. Ja, nimaš kaj. A gremo? Jaz sem enega v nahrbniku. No, dajmo ga, da bo volk sit in koza cela. To so cvetovi mrtve koprive. Tole pa so neko kosteničeve, ne vem. Ne bi probaval jaz to. Torej, cvetovi so sladki mrtve koprive, sami listi so pa zelo, zelo grenki, so užitni. No, tukaj imamo še tole. Kaj že? A tu je kopriva. Cikorija je tole. To so cvetovi in korenina se uporablja za nadomestek pri kavi. Cikorija, potem imamo lešnikov, bomo videli danes precej divje hrane. Robide boste videli, ene maline divje, evo jih. Evo, tle imate divje maline, pa robide bodo konca avgusta zrele. Še ne 14 dni pa bojo. So že zrele. So že? Toš? Malo so prašne, ampak Bog pomagaj, ne? A je dobra? So v redu, ne? Tukaj imamo zajče detelce, nekaj pokaže, kako jih naberemo. Takole jih gledajte. In tako... Obrni roko okrog, ali pa dobro, kot je lažje, ja. Takole date to. In takole. In to lahko tudi pojete. Zelo kisle so in redke. Zelo redko se jih najde. Kako se imenuje to? Zajčja deteljica. Zajčja deteljica. Se pravi, pojemo jo z štibelcev vreta, ne? Vsebuje oksalno kislino, tako kot kislica. In je meni osebno to ena najboljših jedi, bolj za na hitrco pregrizen, da te malo osveži. Tale. Ja, kar celo poješ, štiblo vred. Še steblo. Ja, To hoče lahko kar permen poje. zgrizi dobro, pa boš povedal. Pa zdaj to pojemo, to je.
Ja, se sem povedal, da ima kislino noter, oksalno, podobno kot kislica. Ni slabo, ne? Ja? Kaj rečete ostali? Ste poskusili? Si poskusili? Dobro. Evo, pogumni. Kdor želi? Jaz nobenega nasilam, a ne? Super. Pogumni. Torej, zajčje delce ne morete z ničemer zamenjati. Torej, zajčje delce naraste na travniku in una travniška naraste v gozdu, tako da je to to. Takole so rastišča, jaz gledajo, gledajte, koliko je. In seveda zdaj ne bomo to vse populali. Imamo pa še krompirjevko tukaj. Gledajte jo. To je pa krompirjevka, podobna je regretu. In če povohamo, ima von po krompirju, drži. Povohajte, malo pomečkajte po prstih, pa boste povedali. Kdor želi, lahko tudi poskusi. Po krompirju, ne? Ja, je, lahko jo poskusaš. Eni reče tudi smrdljivka, rečejo krompirjevki. Si probo zajčjo delco? Malo zgriz, pa boš pol povedal. Ko boš začutil. A še ta tretja? A ja, pol jih že bašeš. Hico se, super. So ti všeč, ne? Ja. No, vidiš. Tep so dobre? Ja, lahko, poskusi. To ima okus po krompirju surovem. Ja? To lahko daš v solate ali pa kaj, kakšno prekuho. Ja, zajčja delca, si že poskusil, ne? Ja, super, so dobre, ne? Jaz bi to skozi gledal. Sam ne smeš jih preveč pojesti, veš, kad ti pol lahko malo slabo pride. Zaradi te kisline, veš. To je tako, kad bi se preveč kiselc najedel. Tudi ni dobro, ne? Imamo lešnike, niso še zreli, bojo pa vsak čas. Že barvo spreminjajo, bomo pa poskusili pogledati. To so pa robide, ja? A so ene že zrele, kako? Ja, ne vem, to so jih naredil. No, probaj. Jaz bi robide. A so že? Ja, če so črne, pa so že zrele. Sam ne teh, samo robide, fantje. Ne v njih. Lej jih. Pa res. Pašno debele, a? Lej, ene so dol padle, vidim. Lej, kakšne velike so dol padle, lej. Lej. Super. Ko je pa to dober? A ne? Kaj rečete, so dobre tele robide, a? Sam zrele mora biti. Tis pa ne jest. To je pa nekaj kosteničev, pa mislim, da ni užitno, oziroma jaz nisem prepričan. Ni pomembno, če ne poznamo, ne jemo. Lejte, tlele vas lahko tudi zavede tale borovnica. Ga zgleda kot borovnica, pa to ni. A veste? Pozabil sem iskreno, kako se reče, vem pa, da je strupena. Ok? Tole je šipek ali divja vrtnica. Poglejte, koga bo. Poglejte, koga bo. Čist polno. Prav vsakega cveta postane pol še plota, ne? No, to je pa vse od medveda stacano, tlele vidite. Ja, pa tole tudi vidim. Ja, vse so stalno prisotni. No, tle pa nasad robid. Mislim nasad. Brez robid, ker so že obrane. Kje hodimo? Slepac je. Žal je poginjen, očitno ga je nekdo povozil. Ja, nimaš kaj. Pusti ga, prosim. Ej, pusti ga, prosim. Pusti ga, prosim, primeru, no? No, pojmo. Napad na lisec se začne, ko rečem 3-4 zdaj, a ne? Gor gre se samo po tej poti, pod bukvijo, pod katero je klopca, je zvonec.
oziroma na bukvi je gor zvonec in tisti, ki prvi pozvoni, dobi praktično nagrado in začnemo. 3, 4, zdaj! Zmagovalcu, Hvala. kako je šlo? V redu, čeprav je bil kar strm za pričakovati. Nisem pričakoval takega strmega. Ja, kako si hotel, svoj tempo si držal, ne? Važno, da si bil skozi prvi. No, da vam na hitrstvo še pokažem, če koga zanima. Tale hrib tukaj pred nami je Slivnica. Tale. Tam od zadaj tista, ne vem, če se bo videla. V zadaj se vidi. Suhi vrh, to je vrh Lanosa, potem so tamle Javorniki, potem imamo tamle strugo Cerkniškega jezera, tle pred nami, ja. Potem imamo tamle Križno goro, spodaj Križna jama, Loška dolina, Snežnik, 1796 metrov, Racna gora, Županšček, Blošček tamle od zadaj, skratka. In tle gor se vidi skoraj pol Slovenije, iz obeh koncev, ne. Se pravi, en del proti Primorski pa Notranjski, drug pa gor proti Ribanci pa kaj čez, proti Loškem potoku pa lepo, lepo. A lahko vidim šopke? Wow, poglej, Jernej ti tudi. Poglej ga, fanta. Kakšen lep šopek, pogledajte to. Kakšna lepa rastlina. Kjera dela herbari? Kjera od vas dela herbari? Vi boste v 6. delali? Ja. Super. Tukaj boste najdeli zagotovo kakšno tako rastlino, ki je nimate v vaši okolici, a ne? A, drži? Ta recimo, ne? Ja? Pa kjera še? To je lakota, ja, ta rumena. Aha. Evo, nageljčki. Ful dišijo, to so divji nageljni. Ja, prav pohvaljeni, lepo ste nabrali punce, no? Vas moram pohvaliti. Lepo. A ti pa s kobilcami? Jaz isto. A, ste prijateljce? Mini kobilca. No, super, evo, pa je ušla. Kolegi, ostali ste v redu? No, gremo počasi proti taboru na večerjo. Ste se imeli dober? Ja, pogledajte ta razgled, ne? Gremo še enkrat. Kaj, na ta vrh, na ta hrib? Joj, ne vem, če bo čas za vse, veš, vas mora še kam drugam pelati. Ja, prav perfekten dan, super temperatura, ni prevroče, ni prehladno, a ne? Se strinjate? A? Ok. Še na nos si pogledamo una dva oddajnika, tamle gor z ungale hriba. Se lepo vidita, upam, da se bo videlo, da ni preveč difuze, vlage v zraku, ampak ja, kakorkoli. Čudovito. Evo te, skupinca. Kako je, Leon? Dober. Boš pozdravil mamo, četa? Jih pogrešaš, a ne? No, ampak bo zdržal, a ne? A? Seveda boš. Gledajte, koliko zanimivo. Jernej, kako imaš ti razlago za to lažbo za otroke, če imajo doma to že? Daj jim povej še enkrat za gledalce. Jaz sem bil 10 dni, to je 5 dni več, ne počitam se, to je ene 3 ure, da do tam prideš. A ne? Pa lahko vas potolažim, ker ful lepo se boste še imeli in jaz sem zdržal to že 3 tabore.
3 tedne si že z nami, a ne? Ja. Bravo, bravo. Pa tudi pogrešaš koga? Pa tudi pogrešaš koga, Jernej? Ja. Povej, koga pogrešaš. Tati, ja. No, pa ga boš kaj pozdravil. Živela tati. No, evo. Mua, 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 mua. No, evo, rešeno. Tako, vsi celi, vsi zdravi zaenkrat, lepo pozdravljamo starše iz Lisca, na Blokah. Res, kakor vidite, se je škoda govoriti, koliko je lepo. Fantastično. Zdaj pa jaz upam, da se bo tole kaj videlo. Evo, tamle, če se bo videlo na oddajniku, čisto ta zadnji hrib, ki je sive barve, na levi, čisto na levi, sta oddajnika na nanosu. Upam, da se kaj vidi na posnetku. Drugače pa je vrh nanosa, smo rekli, tale na sredini ekrana. Suhi vrh se imenuje, 1213 metrov je visok. In to je pravzaprav vrh nanosa. Tako. O, Alja, še tvoj šopek posnamemo, prosim. Čakaj. Wow, poglejte to. Postavi se pred mano, pa mogoče ne. Kako dobro. Kaj so te modre, smo rekli, usata, ne? A kaj to? Ali neža, bodeča. A, bodeča. Ne, Na po mojem. vrste, ne vem. Pikajo pa zelo. Pike zelo, ne? So pa lepe. Ja. So pa lepe. Evo. Gremo. Gremo, ekipa. A ste najdel kaj lešnikov? No, ja, jaz ti Jernej, si najdel kakšen lešnik? Kaj? Skoraj zel ga. Ta je pa mal... Veš kaj, ta je pa mal... Pokaži, da še enkrat pokaž. Ta ni še zrel, veš, žal. Je pa črviv že. Je pa že črv not prišel. Niso še čisto zreli lešniki. Jih je pa ogromno letos. sem jih dal kar v barvo. In ker bo dost lešnikov, bo tudi dost mišk potem, in ker bo dost mišk, bo drug let po moje dost kač. In ta krog se pol tako nadaljuje. Ker je obrod obilen, se pač tudi živali obilno množijo, ker imajo hrano seveda, če pa ni, se pa manj, jasno. Evo za nami Snežnik, 1796 metrov visoka gora. Pa seveda tudi javorniki tam na ozadju, kot smo že omenili. Struga Cerkniškega jezera se ne vidi več odtle. Tam vidimo še Križno goro. Pa dol spodaj imamo Križno jamo, zadaj imamo Loško dolino, grad Snežnik, pa seveda Snežnik, kot sem že rekel. Evo, prej se spustimo dol, še enkrat pokažemo tamle na Snežnik. To je tista najvišja gora tamle v zadju, 1796 metrov. Potem imamo tamle Blošček na sredini ekrana, zraven sosednji vrh, ne vem kako se točno reče, ampak tole vem, da je Blošček. Dol imamo Faro, Fara, potem je Nova vas, imamo tam zadnji Studenec in tako naprej. Spodaj pa so velike bloke in mi se spuščamo dol po smučišču, ki je obratovalo pred 30 leti. Je kar strmo, tako da bomo lepo pazili na se, a ne? In imeli varnostno razdaljo med sabo, prav? Evo, Jernej vas bo varno vodil do vznožja tega hriba, tega smučišča bivšega. Kar počasi, pazite na vaš korak, prosim.
In počasi, varnostno razdalja, če kdo čmokne, da ne bo še kdo koga pred sabo podaril. Ne smo rekli? Je kar strmos, sicer se ne vidi toliko na posnetku, ampak ni pa zdaj cela stvar. Smo šli že večkrat tukaj, tako da ni težav.